Ja, nocoj bo en res sijajen dogodek, premierno musical Peace Child. Gre za pobudo mednarodno, v kateri sodeluje 200 mladih glasbenikov. Od tega se mi zdi, da kar 19 nacionalnosti, tudi otroci, ki prihajajo z takih kriznih, zdajšnjih, prejšnjih območij, tako Palestine, Ukrajine, Bosne in Hercegovine. In mislim, da bo njihovo sporočilo danes predvsem glasba je univerzalen jezik, glasba povezuje, ne pozna meja zidov in verjamem, da bo za nas vse ena inspiracija slišati neobremenjene glasbene glasove in pa njihovo sporočilo, da želijo biti slišani, da moramo mi odrasli ukrepati in da si želijo svet, v katerem bo mir, spoštovanje, dostojanstvo in pa tudi človekove pravice. Vem, da bom na današnjem dogodku navdušen in mislim, da nam v bistvu otroci kažejo smer v tem ponarejenem svetu in to, kar bomo danes videli, ker otroci, ki prihajajo iz različnih kultur, iz domov, ki niso varni, znajo med sabo sodelovati in to mora biti naloga politike in gospodarstva. Poslovni dogodek je pa seveda na nek način spremljava, vendar tudi v poslu, v gospodarstvu ne moramo iti čez meja. Moramo na nek način znati sodelovati in danes smo dokazali, da gospodarstvo in kultura gre lahko z roko v roki in da žal ali pa ne, da z umetno inteligenco na nek način bomo lahko premikali gore, ampak če ne bomo imeli naravne inteligence, nam umetna inteligenca ne bo pomagala. Današnji dogodek Spiritu pomeni zelo veliko, ker, kot že rečeno, obeležuje kar nekaj obletnic, 80. obletnico ustanovitve UN, 80 let po zaključku druge svetovne vojne. Obeležujemo ga z krasnim dogodkom, ki povezuje na eni strani kulturo in gospodarstvo, na drugi strani posameznike med seboj, mlade, različne generacije in zelo se mi zdi pomembno, da smo del te zgodbe, da tudi gospodarstvo vidi ta del zgodbe, se poveže, tako kot je bilo danes na panelu rečeno, da se ustvari prostor za nek kulturni dialog, za gospodarski dialog, za boljšo prihodnost, za trajnostne rešitve, za kar v bistvu Spirit vsekakor stoji oziroma podpira v okviru svojih osnovnih vrednot. Mislim, da se vsi zavedamo, da je Evropa nekje na razpotju. Mislim pa, da imamo eno veliko stvar, s katero lahko je naša ta driving force v prihodnje in to pa zagotovo je turizem v povezavi z kulturo. In pa seveda ob teh demografskih spremembah se moramo zavedati, da bomo mogli biti še bolj multikulturni, da bomo mogli še bolj reševati konflikte, zato pa bomo potrebovali ogromno empatije. Glejte, a ni kultura smisel življenja v resnici? Kultura je tisto, kar ljudi naredi človeške. Gospodarstvo je pa tisto, kar nam omogoča pridobiti sredstva, da potem lahko delamo kulturo. Tako da tukaj je ta povezava. Jaz mislim, da ne gre za enakopravno sodelovanje, ampak gre za, da je v bistvu gospodarstvo razlog za to, da lahko delamo kulturo. Oziroma, kultura je razlog za to, da se potem moramo iti gospodarstvo. Delovanje kulture brez pomoči in podpore gospodarstva, pa tudi celotne družbe, bi bilo zelo oteženo. Saj rabimo infrastrukturo, tudi za naročanje novih del rabimo sredstva. Hkrati pa tudi gospodarstvo, mislim, da brez kulture ne more. Tako da to gre z roko v roki. Hkrati pa tudi v kulturi na koncu vedno pridejo računi, ki jih je treba plačati.